Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, bi vas rada povabila, da se naročite na naš kanal. Mislim, da boste dobili kakšno koristno informacijo, ki vam bo pomagala oplemenititi vaše prihranke. Vabljeni, da se naročite na naš kanal. Rada bi vas pa tudi povabila na naš bootcamp v živo, investiranje za začetnike, še zadnja delavnica pred poletjem 12. junija na Ekonomski fakulteti, kjer bomo skupaj naredili prve korake v svet investiranja. Se pravi, kupili bomo v živo skladki kotira na borzi oziroma ETF, pogledali bomo, kaj je pomembno, ko kupujemo tovrstne naložbe in seveda vse, kar paše zraven. Vabljeni, da se nam pridružite. Zdaj gremo pa k vsebini. Slovenija znova poskuša obdavčiti kriptovalute po neuspelem poskusu pred 4 leti. Vlada Roberta Goloba zdaj predlaga 25% davek na dobiček iz odsvojitve kriptosredstev. Zakon naj bi začel veljati s 1. januarjem 2026, a davek bi zavezanci napovedovali sami, brez olajšav za dolgoročno hrambo, kot jih poznamo pri delnicah. Kritiki so seveda glasni, opozarja se na nesorazmernost, poseg v zasebnost, neprimerno primerjavo z drugimi naložbami ter pomanjkanje dialoga s stroko in poznavalci. Podpisovala se je tudi peticija proti temu predloga zakona, zbranih je bilo preko 2100 podpisov. Z menoj sta Toni Čepon, predsednik Bitcoin društva Slovenije, ter Tanja Bivic Plankar, predsednica organizacije Blockchain Alliance Europe. Zdravo. Ja, lepo, zdrav. Živo. Zdravo. Minister za finance Klemen Boštjančič je bil konec lanskega leta gost na MoneyHow, ker je pravzaprav napovedal obdavčitev kriptovalut, češ da ni fair, da so dobički obdavčeni iz izvedenih finančnih inštrumentov in sicer 40% davkom, medtem ko iz kripta pa nič. Ne. Zdaj je predlog, da se zniža obdavčitev dobičkov iz izvedenih finančnih inštrumentov na 25% in pa da se obdavči dobičke iz kripta s 25%. Poskus obdavčitve kriptovalut prihaja v bistvu v zelo zanimivem obdobju, eno leto pred parlamentarnimi volitvami. Marsikdo bi tukaj rekel, da je ta poteza lahko bi pomenila tudi politični samomor, saj naj bi imeli Slovenci v kriptovalutah po ocenah ministrstva okoli 2,3 milijarde evrov. Iz obdavčitve kriptovalut pa si v bistvu državna blagajna obeta vse od 2,5 pa do 25 milijonov evrov prihodkov, kažejo njihove ocene. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Je ocenjena vrednost premoženja Slovencev v kriptu realna? Ja, zdaj, če jaz to prevzamem na hitrco, te ocene so res, sploh ne vem, od kje so jih dobili, od kje so jih vzeli, ker to po moje, da se te številke, mislim, ne zmislu, ampak tega niti menjalnice ne morajo vedeti, pa se dejansko tam trguje, kaj šele eno ministrstvo, tako da jaz močno dvomim, da so te številke pravilne, oziroma da so vse približno pravilne. Zdaj, kaj pa namen tega? Zdaj sicer, Marja, ti si rekla, da je namen tega, da se pač poenoti neka davčna stopnja v nekih ne, to sem jaz nekje, to sem povedala v enem podcastu, da bi bilo fino, da se poenoti. Ja, sej, to ja, ampak jaz sem pa poslušal ministra na kar parih intervjujih, ki je pa rekel, da v bistvu želijo odvrniti investitorje oziroma prebivalce od teh špekulativnih naložb, pa jih usmeriti v nekaj malo manj špekulativnega, pa pač, če se pa že tega lotaš, v bistvu so tudi te izvedeni finančni inštrumenti bili tudi s tem razlogom toliko obdavčeni, ker so bili mogoče v enem obdobju malo problematični. Zdaj, moje mnenje, pa tudi mnenje naših članov je, da izobraževanje države skozi davke, mislim, to jaz res ne vem, kdo vse to spomnil, oziroma na čigavom zelniku je ta ideja zrasla in zdaj že z tega vidika vidimo, da dejansko niti ne vejo, kaj je namen te obdavčitve. Na en stran pač slišimo, ne vem, poenotenje, na drugi stran odvračanje od nečesa. Jaz mislim, da naloga države ni, da nas v bistvu tako uči, mogoče bi bilo bolj pameten, ne vem, podpirati nekaj izobraževanja v finančni pismenosti, kaj je denar, pa dajmo reči take dobre podcaste, kaj ta, da pač prebivalci
pridejo do nekih informacij, do nekega znanja, pa pol se znajo odločiti, kaj je v redu, kaj ni v redu. Ker tudi vse kriptovalute niso tako problematične, kot ne vem, ministrstvo oziroma zakonodajalce oziroma država govori. Ne. Tako da jaz mislim, da na prvo mesto izobraževanje in to se tudi mi v društvu trudimo, da bi mogoče dosegali večjo maso ljudi, pa jim pač povedali, kaj je v redu, kaj ni v redu. Ne. Zdaj, ja, davek je pa pač davek. Vemo, da davki so pač neki neizogibanga, treba je pa pač narediti smiselne, pa pametne, ne pa kar na vrat na nos. Tako kot je se ta zgodil med prazniki, vsi vemo zakaj. Ne. To ni, lahko malo skočam. Seveda. Ja, jaz se tudi strinjam, da ne vem, odkot ocena v premoženju Slovencev v kriptosredstvih. Bi bilo zanimivo vedeti, katere kazalnike so vzeli za to, da so na takšen način pač vse skupaj ocenili. Težko tudi midva poveva s Tonijem, tako kot je že prej rekel, ali to drži ali ne. Če se pa tukaj navežem tudi na samo izobraževanje Slovencev in pa na finančno pismenost, mi nimamo nekih raziskav zelo svežih o finančni pismenosti Slovencev. Jaz pa verjamem tudi, Marja, da ste velikrat tukaj v tem podcastu povedali, da naša finančna pismenost ni bleščeča, saj po tistih podatkih, ki jih imamo. Mislim, da je 2014 ena od mednarodnih raziskav izmerila 44% finančno pismenost Slovencev, kar je tako globoko pod povprečjem. Tudi vemo, da finančna pismenost ni del kurikulumov v samih osnovnih šolah. Je pa res, da pač društva prevzemamo eno tako zelo veliko breme, da izobražujemo o blockchain tehnologiji, o kriptovalutah, o vseh teh zadevah in ja, izobraževanje je verjetno tista bolj prava pot, kot pa tista, da se ljudi omejuje. Ja, sprejet je bil tudi nacionalni program finančnega opismenjevanja v začetku tega leta, tako da ministrstvo dela nekaj na tem področju. Kar se pa tiče te ocene premoženja, so pa na ministrstvu pojasnili, da slovenski BDP predstavlja približno 0,07% svetovnega in ob predpostavki, da bi imeli enak delež trgovanj tudi s kriptosredstvi, bi bilo v Sloveniji dnevno trgovanje vredno okoli 700 milijonov evrov, premoženje v kriptosredstvih pa okoli 2,3 milijarde evrov. Tako da oni nekaj čez palec ocenjujejo, nimajo za nekih konkretnih podatkov. Pa še to bi mogoče ti povedala, imamo mogoče malce bolj sveže podatke o finančni pismenosti, ker smo se Slovenci zelo visoko vrstili med evropskimi državami, na kar 4. mestu smo bili. Ampak potem, ko se greš pa ti poglobiti, kakšna so vprašanja, s katerimi oni ocenjujejo finančno pismenost, je pa to kar malce smešno. Okay. Se pravi, da še imamo nekaj malega dela na tem. Sem pa videla portal o finančni pismenosti, tudi tam rabimo izboljšave, mogoče. Absolutno se strinjam s tabo, tukaj pa zelo se strinjam s tabo. Je pa tako, mislim, da o kriptovalutah se pa ne izobražuje oziroma ne preverja razumevanje tega. Je pa tako, vsakič, ko konkretno Bitcoin raste, to nam je zadnjič tudi Luka Gubo povedal, opažal na kriptomenjalnicah, ogromni porast, odpiranje računov, ljudje to zanima, skratka se poveča zanimanje. Tako da tukaj so tudi malce, je vse kar nekaj pastino, ljudje vidijo te nore rasti, rekorde, dobičke, nekateri sosedi so obogateli, so milijonarji, tako da hitro te lahko zapelje in zavede, ne? Ja, tukaj, če se sam lahko jaz to skočam malo. Če se navežem nazaj na tole finančno pismenost, ne. Ja, se vse strinjam, da smo seznanjeni s tem, pa kam vlagati, pa kako vlagati, pa na kaj biti pozoren. Ampak jaz mislim, da temeljni finančne pismenosti so tukaj, ne vem, da se začnemo pogovarjati, kaj je denar, ker se to je res mogoče malo smešen slišati, ampak ko se začnemo pogovarjati o Bitcoinu pa o denarju, pa da je Bitcoin, da je reči, dober denar, ne. In pol pride ne toliko malo ljudi, ki reče, ja, pa za Bitcoinom pa nič ni, ne, pa poprašaš, ja, kaj pa za, ne vem, dolarjem ali pa evrom in pol ne mehna številka reče, ja, za dolarjem je pa zlato. Mi imamo že tukaj problem, da že v štartu kar neki pač povprečnih ljudi misli, da je še zmeri neko zlato od zadaj, ki ga vemo, da ga ni že letne. In zdaj pa učiti te ljudi o tem, kam vlagati, pa kako pametno vlagati, pa kaj je dober, pa kaj je inflacija, če nimajo osnov, če ne vejo, kaj je denar, kaj je dober denar, kaj so funkcije denarja. V osnovni šoli, v srednji šoli se o tem ne pogovarjamo. Pač vse, kar naredimo, mi tiste
meetupe, ki jih delamo, ne vem, se mogoče tam pogovarjamo 30, 40, 50 ljudi, da se o takih stvarih pogovarjamo. In jaz mislim, da je tukaj treba začeti delati. Ne vem, kako na borzo prideti, pa kako delnice kupiti. Pač to nekdo, ki ga zanima, se bo že pozanimal, ampak če ni osnov, je brez veze vse skupine. Drugače, mogoče vseeno tukaj lahko dodam, otroci se o denarju učijo v 5. razredu osnovne šole, pa potem v 8. razredu v sklopu državljanske vzgoje. Tako da nek uvod v spoznavanje funkcije denarja imajo pa tudi nek uvod v svet borze, investiranja, ne pa kriptovalutno. Tukaj pa vsaj še mogoče, če že o tem govorimo, zanimivo je to, da je ta naloga pač dana učiteljem načeloma gospodinjstva, ne? Ker pač potem imajo tukaj učitelji nekatere izzive, ker tudi sami ne poznajo dobro določenih izrazov, vsebine in potem se dostikrat zgodi, da se ta vsebina preskoči ali pa da se otroci morajo na pamet naučiti definicije, kaj je, ne vem, borza, in to so te strokovne definicije, ki nikomur nič ne koristi. Ampak se pa strinjam s tabo, kaj je denar, začnimo tukaj za osnovam, ne? Ampak v redu, zdaj pač dejstvo je, da očitno Ministrstvo za finance pripravilo oziroma je pripravilo ta zakon, očitno ga zdaj preučuje tudi vseh teh 320 pripomb, ki je prišlo na ta predlog, ne. Pa me zanima, kaj pa je najbolj zmotilo pri kriptodavku, da je bilo v bistvu vaše recimo članstvo, kaj jih je najbolj zmotilo? To, da bo obdavčitev ali mogoče višina ali karkoli drugega? Mislim, zdaj, če govorim z vidika Bitcoin društva Slovenije, je logično, da smo se mogoče mičkam bolj fokusirali na Bitcoin, čeprav tudi ostale stvari so problematične. S prstom pokazati sam na eno stvar je skoraj nemogoče. Glede na to, da je bilo spisanih 33 strani komentarjev, predlogov z naše strani, na 38 strani predloga zakona, ne, pol vemo, da tukaj mogoče res kar nekaj stvari, ki niso tako, kot bi mogli biti, oziroma ki niso v redu. Zdaj, če sam par teh detajlov ven potegnem, ne vem, ta predlog ne upošteva nobenih tehničnih, ekonomskih pa pravnih posebnosti kriptosredstva, to se pravi, vse meče v eno vrečo, čeprav vsi vemo, da se razlikujejo. Jaz mislim, da vsak, ki se je kdaj dotaknil kakšne kriptovalute, je pač raziskal, kaj je funkcija, kdo je izdajatelj, a ima izdajatelj ali ga nima, je decentralizirana, a je to nek meme kovanska, točno vemo, da nimajo nobenih, dajmo reči, posebnih vrednosti, razen tega hypa pa marketinga, in ko to zgine, pač cena pade, tako da že tukaj je velik problem. In zdaj nekaj je, prej smo se pogovarjali o špekulacijah, da nas hočejo odvračati od špekulacij, ampak če to vse poenotimo, je pač vse skupaj res ena velika špekulacija, ampak treba je to nekako ločiti, če hočemo ljudem pomagati, jim je treba pač povedati, da nekaj je mogoče malo boljš, nekaj je malo slabš, nekaj je pa res špekulativen in da je stop stran, pa se pač ne dotikaj, če ne poznaš področja oziroma stvari. Ne. Bitcoin je špekulativen naložbeni razred? Ja, za moje pojme ne, oziroma tudi jaz mislim, da se večina naših članov ali pa kar vsi konkretno strinjajo s tem, da pač špekulacija je, vsaka stvar je konec koncev špekulacija, ampak glede na to, da je stvar vključena v strateške rezerve Združenih držav Amerike, jaz dvomim, da bi oni nekaj dodali, če bi bilo to res globoko špekulativno. Ne? Kako je vključen Bitcoin v strateške rezerve? Se pravi, to so vključeni samo te bitcoini, ki so bili zaseženi, ne bojo pa kupovali z dolarji novih bitcoinov, da bi jih dodajali v državne rezerve. Nihče ni rekel, da jih ne bojo kupovali. Oni sam ne smejo povzročiti stroška državi, to se pravi, ali če jih bojo zasegali, lahko tudi od nekje drugje dobijo ver, samo da pač ne bremenijo njihovega proračuna s tem denarjem. To se pravi, oni lahko nekaj obdavčijo in to direkt pretopijo. Pač to so stvari, ki se bojo razvijale skozi leta, ampak to, da jih ne bojo kupovali, to še nič ne pomeni. Ampak že to, da jih ne prodaja, tako kot jih je Nemčija prodala, je to že velik pokazatelj, da mogoče pa imajo neke plane za naprej, oziroma dajmo reči, da verjamejo v to. Zdaj, je to na Trumpovem zelniku zrasel ali kjerkoli drugi. Jaz mislim, da to se ni kar on sam odločil, da se ne more. Ampak kriptoskupnost pa ni bila navdušena nad to potezo. To se je tudi potem odrazilo na vrednosti oziroma cene bitcoina. Nad katero potezo? Ja, to potezo, ker so pač rekli, vsi so nekako bili v pričakovanju, da se bo tudi kupovalo bitcoine in dodajalo v strateške rezerve, na koncu pa pač ne.
Ja, tukaj je bila v bistvu po mojem bolj zadeva, tako kot v vseh teh stvarih, novice so se prodajale, ne? In polka so videli, da mogoče niso bila pričakovanja. Mislim, da se ni zgodilo to, kar je bilo pričakovan, je stvar padla. Ampak sej, da če se pogovarjamo, koliko je pa zadeva padla, se vemo, kje je bil all time high, pa kje smo danes na 102.532, čisto točno, ne? Tako da zadeva niti ni toliko zanihala, ne? Vemo, da so tudi delnice klasične delnice tudi veliko bolj padle, ne, zaradi vseh teh razmer, ki se dogaja na trgu. A te lahko nekaj vprašam, če lahko mogoče pojasniš, kaj pa poganja ceno Bitcoina danes? Ja, ceno Bitcoina itak vedno poganja ponudbo pa povpraševanje, ne. Na drugi strani pa seveda so pa tudi novice, pa pač vse te stvari, ki se dogajajo danes po svetu, normalno. To pa so neke vrste špekulacije, ampak tega je, jaz mislim, glede na obseg vsega trgovanja, je stvar še vedno, noben rudar ne bo šel prodajati tega Bitcoina pod ceno, kolikor ga je stal, da ga je na rudaru, pa noben ga ne bo šel prodajati pod ceno, kolikor ga je kupil. Tako da ni skrbi, da bi stvar, tako kaj ni pravijo, šla na nič ali pa nekaj, ker mislim, da smo že daleč čez to. Imamo ekstreme, eni pravijo, da bo šla na nič, na smetišče zgodovine, drugi grejo pa v drugi ekstrem. Jaz bi pa tukaj malo srečila. To je bila mogoče, ne vem, ena taka dikcija leta 2018, ko se je pač pojavil ta Nobelov nagrajenec, ki je govoril o tem, da nima intrinzične vrednosti in tako naprej. Danes, recimo, tudi tisti, ki so bili proti Bitcoinu, to je čisto konkretno Peter Schiff, ki pač govori on se ukvarja z zlatom in tako naprej, tudi govori o Bitcoinu kot o digitalnem zlatu. Tako da ta dikcija se je spremenila. Ne govorimo več o tem, da bo šlo to na smetišče zgodovine in tako naprej. Pač ima dovolj uporabnikov kot tak. Če se pa lahko tukaj malo vključimo, pač treba je, kriptovalute je treba razdeliti po razredu, to je prva stvar in tudi vsi pravni strokovnjaki pravijo, da če hočemo imeti dobre zakone, jih je treba najprej klasificirati. In tudi Markets in Crypto Assets Act, se pravi MiCA, ki je evropska uredba, ki smo jo direktno prenesli tudi v naš pravni red, klasificira različna kriptosredstva. Druga zadeva je pa tudi funkcija, samih kriptosredstev. Mi kriptosredstva lahko uporabljamo tudi kot plačilno sredstvo, lahko uporabljamo jih za donacije, lahko uporabljamo za jamstvo pri kreditu, lahko jih uporabljamo. Konec koncev si ljudje tudi plače izplačujejo. Smo imeli primer kar nekaj podjetij, ki je izplačevalo v kriptosredstvih tudi plače. A so te primeri še danes? Težava je v tem, ker to podjetje več ni v Sloveniji. Tako da verjamem, da si še vedno izplačujejo plače v kriptu, vendar pa ne pri nas. Ampak imamo pa kar neki Slovencev, sam če vskočam, ki dobivajo iz tujine plače pač v bitcoinih. Tako da tukaj imamo lahko probleme in tudi to stvar bo treba pošlihtati v prihodnosti. Ne? Tako da to je ena zadeva. Druga zadeva, ki pa je zelo problematična pri celotnem davku, je pa to poročanje o premoženju. Zdaj tukaj, tudi v teh komentarjih smo mi zapisali noter, da je tukaj po ustavi pravica o zasebnosti, po drugem pa po 15. členu, da mora biti to poročanje nekako sorazmerno s tem, kaj se dogaja oziroma kakšen posel hoče država do državljana izpeljati. Ampak tukaj imamo zelo veliko težav v tem, ker vemo, da Slovenija je bila recimo tarča kibernetskih napadov. Potem vemo, da je zelo velik tukaj faktor človeške napake, 68%, zato da pač pride do neke kraje podatkov oziroma izgube podatkov ali kakorkoli, da se pač podatki razkrijejo javnosti. Zdaj, samega, bom rekla, tistega, ki ima kriptosredstva, zelo obremenimo s tem, da mora pač poročati v vsaki transakciji. A lahko tle jaz vskočim, prosim. Lahko. Tudi vsi, jaz sem imetnik kriptosredstev in tudi seveda drugih naložb. In za čisto vsako naložbo skrbno vodim evidenco. Ne samo zaradi tega, ker bi rabila to komorkoli poročati, ampak zaradi tega, ker želim vedeti, kaj se dogaja z mojimi naložbami, da imam pač enostavno pregled nad tem. To je vse v redu, če govorimo o naložbi, Marja, ampak mi pa plačamo kavo z bitcoinom. To moramo ravno tako pač zabeležiti. Preneseš sredstva na menjalnico in jih ne prodaš, pa jih moraš to zabeležiti. Pa se premisliš, pa daš nazaj pač na svoj cold wallet. Tukaj imamo težavo.
Tudi travel rule pomiki pač govori o tem, da so do 2000 evrov, če popravim to, če sem se mogoče narobe zapomnila, pač ni treba se identificirati za plačila v tem smislu. Pač. Tako da pač smo tukaj neusklajeni, rahlo, plus to, da smo dolžni popisovati vsako malenkost, kar se tukaj zgodi s tem. Kibernetski napadi se omenja, da smo bili v bistvu žrtev tega napada. To se dogaja po celem svetu, to je dejstvo. Ampak recimo, glede na to, da številni, ki v bistvu želijo neko subvencijo od države, morajo natančen popis svojega premoženja predložiti oziroma ga država dobi sama od sebe. Se pravi, zakaj tak problem voditi evidenco? Ti si rekla, recimo, probleme, ki plačaš kavo z Bitcoinom ali pa katerokoli drugo kriptovaluta. Ja, tukaj je problem voditi evidence, se ne za tisto, kar ti delaš na svojem portfoliju naložbenem, če je to pač naložbeno sredstvo. Kar se pa tiče samih podatkov, je pa tukaj ena druga zadeva. Če imamo mi, ne vem, delnice ali pa pač denar, ki je na banki, imamo mes eno institucijo in če pač pride nekdo in nam hoče to odvzeti, je vmes ena institucija, kjer bomo morali pojasnjevati, zakaj smo dvignili ta denar. Tukaj pač imamo peer-to-peer sistem, tukaj enostavno se lahko prenakažejo sredstva. V zadnjem letu, v tem letu, 2025, je bilo pač po nekaterih podatkih, po tistem, kar je bilo tudi noter v medijih objavljeno, 36 napadov na ljudi, za katere so vedeli, da pač imajo kriptosredstva. Ti napadi se ne dogajajo v Vietnamu ali pa ne vem kje, ampak se pač dogajajo v Franciji, Španiji in pa Belgiji. Recimo, kako pa se ve, kdo ima ta kriptosredstva? Odkje ta informacija? Ne vem, recimo bil je tudi, informacije se lahko širijo tudi s tem, da pač sam nekje razkriješ v kakšnem pogovoru. Je bilo tudi kar nekaj takšnih primerov. Druga zadeva je pa tako, da če imamo primer, direktorja Ledgerja, za njega vemo, da imajo kriptosredstva. Ampak tukaj govorimo, vi vedno pravite, da je pač prinaša anonimnost v bistvu investiranje oziroma Bitcoin ne bi ti prinašal neko anonimnost ali pa nek digitalni denar ali pa tokeni. Ampak po drugi strani pa zdaj praviš, da si lahko žrtev nekega napadalca, nekega hekarja, ki ti lahko zheka tvoj račun ali kako. Seveda, če imajo v bazi zapisan ime pa priimek, pa v bistvu bo treba poročati, koliko imaš, kje imaš in še celo kako hraniš, a je to na menjalnici, a je to na hardware walletu. Tako da v bistvu to je top honeypot za nekoga, ki pač prija do teh podatkov. Tako da jaz bom tukaj tako rekel, če se vrnem prej na te socialne transferje, jaz se tukaj strinjam, da v Sloveniji, pa verjetno ne samo v Sloveniji, so te socialni transferji kar konkretno izkoriščeni, pa če eni to koristijo, kar v redu, že vidimo, ne vem, na Rdeč križ, boh ne de, ampak hodijo, ne vem, s kakšnimi avti po te pakete, in že tukaj bi se lahko vprašali, da tle nekaj ne štima, ampak zlate palce vsi parjavijo v premoženje za to, da kaj pa umetnine, kaj pa prstane, kaj pa ure, kaj so tudi vse naložbe. In zdaj bomo v bistvu hočemo stvari poenotiti, pa biti bolj papeški od papeža, na drugi strani pa pač, ok, to bomo pustili, ampak Bitcoin je pa nekaj novega, to bomo pa na nov dodali. Te gremo pol step by step, gremo od začetka lepo, pa da vidimo, kdaj se bojo ljudje uprli. Ker normalno, tako kot je Tanja rekla, pač zlate palce imaš doma spravljene, zdaj poskrbiš za varnost neki, da pač nekdo ne pride do tega. Ampak tega ne javljaš nikamor, tega ne obešaš na nek zvon, pa ne vem, na ministrstvo pošiljaš ali na FURS ali kamorkoli, kjer ima ne vem koliko ljudi dostop do teh podatkov. Sicer se jaz verjamem, pa so digitalni prstni odtisi, pa se ve, kdo dostopa do teh podatkov. Ampak vseeno, mislim, neko privatno zasebnost pa moraš imeti. Toliko zanimivih stvari si zdaj povedal, pa bom najprej sam za zlato povedala. Jaz bi še nekaj povedala prej za temo anonimnosti, če lahko. Bitcoin je toliko časa anonimen, dokler ne povežemo denarnice z nekom. Potem, ko imamo povezano denarnico, to ni Bitcoin ni anonimen, je pseudo-anonimen, da začnemo tukaj. Pseudo-anonimen, tako. In potem, ko pač imamo povezano to denarnico, mi v bistvu vidimo vse transakcije za nazaj. Če lahko to tiste denarnice povežemo, pač z ljudmi vemo zelo veliko lahko o tem človeku, kako in na kakšen način pač vodi te
svoja kriptosredstva. Kako pa kupiš Bitcoin, ker niso vsi rudarji? To ni tvoje področje, izvoli. Mislim, greš na menjalnico, pa ga kupiš, loga prek imaš valuta, več vrst kupiš, menjalnic, ja. večina tistih neukih izbere verjetno centralizirano menjalnico, kjer se moraš pa praktično identificirati. Sleč. Se pravi, besedno se moraš sleči. Ja. Tako da in pol imaš kar naenkrat vse volete, vse povezane, danes vemo, da konec koncev 5, 10, 15, 20 hopov je to malo problem narediti, odkar imamo AI, je to že menjalnice same po sebi delajo in jaz mislim, da tukaj z Bitcoinom, če se pač gremo na to anonimnost, jaz bi se vprašal, zakaj se vse podkupnine pa vse grdobije ne dogajajo z Bitcoinom, ampak se še zmeri dogajajo z gotovino konec koncev. In pol bom zdaj rekel nekaj groznega, konec koncev, če pač prepovemo oziroma omejimo Bitcoin, dajmo se spraviti pol še na gotovino. Se pravim, groznega zaradi tega, ker pač se s tem ne strinjam. Tukaj ne goljufije je bilo vezano. Mislim, da je bil ravno zdaj šef ali ustanovitelj Celsiusa obsojen na 12-letno zaporno kazen zaradi nekih kriptogoljufij, tako da tega je res zelo veliko. Seveda, da je veliko, ampak se tudi, ne vem, predstavniki iz Brusla so jih ujeli v Grčiji s kufrom gotovine. Tako da se pravi, tukaj, če že gremo, dajmo to poenotiti, da je pač stvar ali levo ali desno nekako enak tretirana, ne da se neki zdaj tlač, na drugi strani se pa, ne vem, tudi na bankah narpere. Se vemo, kaj se je z Novo Ljubljansko banko pač pred leti dogajalo, tako da jaz mislim, da to kar neki pavšalno, tako kot smo že v štartu se pogovarjali, kar na prst neki povedati, koliko ljudi ima, pa kakšen promet je, pa koliko imajo v kriptovalutah, da se mi tudi, se pravim, demoniziramo pač nek asset, z razlogom, zaradi tega, ker pač tudi države, pa tudi centralne banke nimajo roke čez njega, oziroma čez vse kriptovalute, zdaj pa če jaz govorim bolj v Bitcoinu med vrsticami, ampak in tega se bojijo. In tukaj je največji problem in seveda, naša država je pa pač to izkoristila vse skupaj, pa dajmo pa to še obdavčiti, da bomo še mi imeli nekaj od tega. In jaz mislim, da treba iti čez, pa pač to presjetno, se ne rabimo tople vode odkrivati, da to pač ni v redu, ker so poslali oziroma nam predstavili. Slovenija je zdaj trenutno za tiste, ki hodlajo kriptovalute, davčna oaza. Druge države so pa obdavčile kriptovalute oziroma dobičke iz kriptovalut. Pustimo zdaj ob strani, so različni razponi, pač procentualni glede same obdavčitve, ampak dejansko kriptodavki že obstajajo druge. Zakaj ne bi bil kriptodavek tudi pri nas? Mislim, Marja, da mi to zdaj potegniti. Dokdaj je država oaza? Koliko jih mora biti, da ta država ni več oaza? Recimo z neko ugodno davčno stopno. Pač ja, oaza je, če, ne vem, en drevo sred puščave, to se pravi ena majhna država sred Evrope. Ampak že jaz imam tukaj spisek, pa mislim, da ga je Tanja tudi pripravila še mičkam boljšega. Ne vem, Nemčija ima, ne vem, po enem letu oproščen davek, Portugalska, dosti podoben sicer prvo leto, ker pridemo do tega, kdaj je nekaj špekulacija konec koncev. Zdaj, če ti Bitcoin držiš 1 leto, 2, 3, se v bistvu konec koncev braniš pred inflacijo, to se pravi, da konec koncev ne špekuliraš. Če pa ti trguješ, pa špekuliraš za 1 let, zdaj le bo šlo pa gor, zdaj le bo pa bull run, zdaj le bom pa kupil, pa čez pol leta prodal, ker sem naredil 30%, ja, pa v redu, pa ga pa obdavčite. Jaz se s tem načeloma čist strinjam, dokler ne pridemo do plačil. Pa imamo Malto, ki ima v bistvu čist isto obdavčitev, ki imamo mi danes. Luksemburg ima 6 mesecev, mislim, da celo pač oprostitev. Pa imamo Bolgarija, ima sicer 10% dohodninski davek, pa 15% na dejavnost, da ne bom zdaj sam našteval nekih res oaz, ampak zdaj, kar sem naštel tle okrog, se dogaja, mislim, te države, ki so, to se pravi, da pol že nismo več oaza, če smo jih, ne vem, na prste, ne roke preštelo v 2 minutah. Zdaj, Tanja, ti imaš pa verjetno še kakšno na tvojem spisku. Jaz bi se samo večkrat vrla nazaj, če se smem pač na same prevare. Prva stvar je to, da pač v medijih kriptoprevare veliko bolj odmevajo zaradi tega, če damo besedico kripto, je zadeva veliko bolj klikana. Druga stvar je to, da je pač Chainalysis naredil, mislim, da je bilo to lani, eno primerjavo, koliko je še vseh teh prevar v primerjavi z drugimi prevarami. Prva zadeva je to, da zadeve padajo, druga zadeva je pa, če pogledamo vse ostale prevare, vidimo, da tega, mislim, proporcionalno ni tako veliko. Zdaj pa, kar se tiče same davčne stopnje. Država ni davčna oaza, če nima urejenih davkov.
Davčna oaza je takrat, kadar pač reče, da je davčna stopnja nič. In mi tega nismo rekli. Tako da mi smo neurejena država. Kar se tiče pač samega davka, jaz lahko povem pač v smislu skupnosti, nobeden tukaj nima problemov s tem, da se pač neke naložbe, samo tradanje z kriptovalutami, z namenom špekulacije obdavčujejo. Kar se pa tiče tudi samih plačil, donacij, ko smo že prej povedali, imamo pa težavo. Tukaj ne moremo pač reči, vsaka transakcija je enostavno obdavčljiva, če zamenja pač lastnika. Problem tega davka, problem samega zakona ni davek kot tak. Problem tega zakona je to, da pač ne upošteva različnih te porazdelitve po razredih in pa po funkciji. Ne moramo vršiti vsega v eno malho. Tudi recimo Simičev zakon, ki je bil pred 4 leti, je to isto naredil, samo da je bila pač davčna stopnja manjša. Kar pa pomeni pri nas, na žalost v Sloveniji, da ne vemo, kaj se bo pol zgodilo čez 4 leta, ker nimamo neke daljnosežne strategije, ki bi se opredelili do tega, kaj sploh hočemo na tem področju, kaj hočemo na področju nekih naprednih digitalnih storitev oziroma digitalne tehnologije in ne vemo, kaj se bo zgodilo. Slovenija je davčna oaza, tudi slučajno ne. A lahko, zaenkrat tisti, ki hodijo, ne plačujejo davka, torej je To nič. je pa res, to se pa strinjam. A lahko prosim poveš, da si omenila, da imamo različne razrede, da jih prosim definiraj, kateri so ti razredi? Recimo, če gremo pač po digitalno blago ali surovina, kar bi bil Bitcoin, pač je zelo decentraliziran, nima lastnika in tako naprej. Potem imamo stabilne kovance, ki so pač vezani na določeno valuto, potem imamo kovance, ki so tudi vezani na neko določeno drobilino, zlato in tako naprej. Potem imamo kovance, ki so pač, kako se že, non-fungible tokens, so nezamenljivi kovanci, ki so pač nekako vezani na določeno dobrino. Potem imamo pa digitalizirane delnice, tako imenovane securities, ki so pravzaprav samo obličnost, je to, da je pač na blockchain tehnologiji in da so digitalizirane. Kaj pa te meme-coini, shitcoini, to so tudi razred ali je to? Ne, to so pa pač uporabniški žetoni, kamor pač spada velik del tega, ravno te meme-coini in tako naprej. Zdaj si rekla, da Bitcoin sodi v kategorijo nekega digitalnega blaga, dostikrat primerjamo Bitcoin z zlatom, da je to digitalno zlato. Pa me zanima, zdaj tako prihaja tukaj do, vse veste, prihajajo različna mnenja so glede tega, a je to res digitalno zlato, ne? Imamo dva tabora, imamo tabor, ki pravijo, ne, to ni digitalno zlato, bo treba še kakšen malce daljša zgodovina, ne? Na drugi strani pa imamo seveda zagovorniki, ki pravijo, da je to digitalno zlato. Pa dajmo mogoče razdelati, zakaj to je digitalno zlato, pa zakaj to ni digitalno zlato. Toni, ali pa Tanja. Ja, a boš Toni ti začel, pa se spričučil, da nam sem jaz govorila. Preletim, ker teh stvarih se bi res konc koncev že nada več pogovarjati, razlagati, ker začeli smo, ne vem, zakaj Bitcoin ni digitalno zlato, ne vem, rečemo 10 let nazaj. Smo imeli zgodovino, preveč je volatilen in ni bil zlato, ne. Pa špekulativen, pa ne vem, vse se še zraven parolekal, ne. In pol zdaj, ne vem, po 10 letih smo prišli do tega, da v bistvu, tako kot si ti, Marja, rekla, je problem sam še to, da nima zgodovine. Ampak, če jaz najdem en predmet, ki je kot zlato, dajva reči, ne, pa ga potegnem ven, pa ima vse funkcije zlata, pa popolnoma ista sta, sam zgodovine nima. A to ni zlato 2.0? Je. Zgodovino bo pa pač imel. Zdaj moramo še čakati, koliko časa, kdaj je ta zgodovina. Tudi, kaj jih vprašaš, ki pravi, nima zgodovine. Koliko časa rabimo, da boš ti dojel, da to mogoče je digitalno zlato. Zato, ker vse ostale lastnosti so iste. Nima centralne avtoritete, rabimo pač nekaj narediti, da ga dobimo, s tem, da pri zlatu v bistvu Bitcoin ima še boljše funkcije. Zakaj? Zaradi tega, ker če mu cena zraste, jaz ne morem več minerjev kupiti, pa ga več izrodati v tistem trenutku, ker se mi splača, ker se bo pač težavnost prilagodila. In pri zlatu jaz lahko, ne vem, če gre zlato zdaj le krat 10, bo kaj? Inflacija zlata se bo v momentu povečala, zaradi tega, ker se ga bo splačalo rodati, prvič, ne vem, ali na zemlji, ali pa globi kopati, ali pa na luno ga iti, ali pa v vesolje, saj zlato ne obstaja sam na zemlji. In to se pravi, da ima boljše funkcije kot zlato, zdaj mu manjka samo še zgodovina. Zdaj pa super, sam povejte mi, koliko časa še rabimo,
da boš ti rekel, zdaj ima pa tudi zgodovino, zdaj pa je digitalno zlato. Ja, mogoče zdaj, Bitcoin obstaja od leta 2009, no, mogoče še malce časa, ne vem. Kaj, še 100 let, še 200. Samo sekundo, zdaj smo imeli Liberation Day, dan osvoboditve od Trumpa. Tukaj je bil zelo lep primer, kako je v bistvu se je Bitcoin odzval, se pravi je precej upadel, a ne, s tem, ko je Trump najavil carine na vse možne države, Bitcoin je upadel, zlato je pa rasel in prebil. Praktično vsak dan smo poročali o tem, da prebija rekordne ravni. Tako da tukaj smo videli ta navzkrižje. Cena zlata gor v negotovem okolju, ker pač to je bilo negotovo okolje, zdaj so se te carine malo umaknile, kar pomeni še dodatno spodbudo za rast, medtem ko cena zlata danes upada, Bitcoin pa raste, ker so se razmere pač nekoliko merile. Tako da tukaj smo videli, da je šlo v obratno smer. Konkretno v tem primeru, ko je v bistvu Trump udaril s temi carinami, ne? Ja, seveda se pač okolje oziroma ljudje se različno odzovemo na vse skupaj. Tukaj drživa to tezo, da je to hranilec vrednosti v času negotovosti, v času povišane inflacije. Ti si rekel, da tukaj dejstvo je, da Bitcoin je precej bolj volatilen kot pa recimo samo zlato. Ne? Ja, samo ta volatilnost konkretno pada, že zadnjih nekaj let. Mislim, če pogledamo, to je konkretno ta krivulja se zdaj počasi umerja. Bom pa nekaj rekel, da vsi gledamo zdaj, kaj je Trump rekel, pa kam je cena šla. To je zato, ker dejansko verjetno ljudi poganja panika. Zdaj, kdo drži večino zlata, kdo drži večino Bitcoina, vemo, da ta razmerja še niso pač enaka ali pa enakovredna. Kdo pa drži večino Bitcoina? Ja, pač večino Bitcoina, dajva reči, kdo ga na borzah prodaja večinoma, dajmo tako reči, takrat, ko prije do neke panike oziroma do takih, jaz temu rečem, trenutne, katastrofe po svetu, ki se pač dogajajo z dneva v dan, pa danes je tako, jutri je drugače. Jaz mislim, da tukaj treba pač mogoče na malo daljše obdobje pogledati, na 3-4 leta, se te trenutki sploh ne bojo videli, bo v bistvu to samo ena pika na ekranu. In zdaj pa zlato pa ja, seveda, zlato pa večinoma držijo države, centralne banke in normalno, to se ne prodaja in takrat pol vse uhaja noter oziroma se ga kupuje, tako da zaradi tega mogoče cena zrasla. Ampak na koncu pa pogledamo v zadnjih od korone. Če mene vprašaš, smo od korone v neki krizi oziroma v nekem čudnem času, pa vemo, kdo je več naredil. Je naredil Bitcoin, je naredil zlato, ampak tudi ta številka, mislim, ta razmerje, ko vsi pravijo, koliko Bitcoin raste, tudi to bo mogoče začelo oziroma zagotovo bo začel padati, ampak na dolgi rok pa jaz mislim, da te stvari bojo sledile pač nekim trendom in siguren se bojo pač, se tudi vidimo, da se je Bitcoin malo odcepil zdaj od vseh teh delniških trgov oziroma da se včasih malo drugače premika, ker vemo, kako se je obrnil na te novice pa nek delniški trg takrat. In pač, ja, rabimo pa čas, pač potrpljenja, Bitcoin ne gre nič danes na jutra. Okay. Jaz se zelo strinjam s tabo, Toni, da tukaj pač je veliko vpliv institucionalnih akterjev, ki pač imajo Bitcoin. Ne vem pa, če si omenil, pač 21 milijonov imamo Bitcoinov. En Bitcoin bo vedno vreden, en Bitcoin. Kar pač ne moramo reči za zlato, ker ne vemo, koliko imamo. Ne vemo, koliko lahko narodarimo. Ne vemo, koliko bo vredno. Vemo, da je omejena količina. Vemo, da je, ja, ampak ne, pri Bitcoinu točno vemo, koliko je omejena količina. Pa tudi točno vemo, kakšna je inflacija vsak let, oziroma pa da na 4 leta se razpolovi to. Tako kot sem prej povedal, če bo cena zlata, da gre zlato x100 v 5 letih, bo priliv novega zlata, sem prepričan, vsej za 200-300% večji, kot je danes. Tako da pri Bitcoinu se bo to ne more zgoditi. Nažalost, Zlato je zdaj globalno priznan hranilec vrednosti že tisočletja, medtem ko Bitcoin te legitimnosti pač še nima. S tem, da tudi Bitcoin je ilegalen v kar nekaj državah, recimo na Kitajskem, Izrael. To sem se pogovarjala z gospodom iz Binance, ki pokriva našo regijo, rekel je, da v Rusiji je prepovedan, tako da, kako pa je s tem? Ker to so vse velike države, ki imajo tisoče, milijarde prebivalcev. Mislim, prepovedan, seveda, da je prepovedan zaradi tega, ker, tako kot sem že prej povedal, Bitcoin dejansko jemlje moč centralnim bankam oziroma državam, ker se ljudje
borijo z inflacijo. Spet pridemo do tega, ne špekulirajo, ampak ne vem. Jaz sicer, v Rusiji je prepovedan, meni je to smešen, ker na drugi strani ga pa Rusija rudar. Zdaj vemo, ne vemo, a je to javna tajna, se nima veze. In tudi treba je pogledati, v katerih državah je prepovedan. Verjetno v nekih državah z visoko inflacijo, kjer država ne pusti suverenosti tem prebivalcem, da bi se pač branili proti tem, kar jim počnejo. Ne? In zdaj, koliko časa bo prepovedanje, dokler te države ne bojo pogruntale, da je pa mogoče to dobro za njihove ljudi, da mogoče bo zaradi tega pač, ne vem, nekako bolj uspešni, samostojni, neki. Ni tako, da Bitcoin dobro prosperira, če temu lahko rečem tako, v državah, ki nimajo urejene monetarne politike ali pa monetarnega sistema na splošno. Recimo vem, da v Turčiji, ker je zelo visoka inflacija, ljudi praktično takoj, ko dobijo denar, zamenjajo v nek stablecoin, v nek coin, samo zato, da se izognejo te nori inflaciji, ki jo imajo v Turčiji. Ja, pač oni se spet varujejo pred inflacijo. Zdaj je to s stablecoinom, z Bitcoinom, je konc koncev vse en. Zdaj, s čim se boš pa bolj zavaroval, je pa pač stvar izobraževanja, stvar tega, ali ljudje vejo ali ne vejo. Ne? Pred inflacijo konkretno lahko mogoče povesta ali s stablecoinom ali z Bitcoinom. Ja, lahko jaz spet se skočim mačkan za nazaj. Je razlika med tem, kakšne države imamo, po njihovi ureditvi, recimo bolj avtoritarne in tako naprej, pa mogoče z tega namena tudi prepovedujejo Bitcoin, ali pa imamo pač inflacijo, kjer se radi državljani pač zavarujejo pred tem inflacijo in izberejo stablecoine in pa Bitcoin. Zakaj? Zato, ker ga je verjetno tudi lažje kupiti kot pa samo zlato, pa mogoče tudi ni tako dosegljivo v njihovi sami državi. Vprašanje je pa bilo potem, kaj boljš vzeti za to, da se zavaruješ pred inflacijo? Ja, tako, zanima me, čisto informativno, po vašem mnenju. Stablecoin, ki je vezan recimo na dolar, ali recimo nek Bitcoin, ki ne vemo, kje bo jutri. Če lahko jaz najprej odgovorim, pač zadeva je takšna, kakšen vlagatelj si. A imaš sploh kakšne izkušnje s tem, ali vlagaš ali ne? In potem pač glede na to, da Bitcoin je volatilen, moraš vedeti, da pač ta trg FOMO in FUD, Fear of Missing Out in Uncertainty Doubt nekako pač poganjata in moraš vedeti, da se to dogaja. Pri stablecoincih teh skrbi, tveganj in tako naprej ni. Tako da tukaj je pač na samem posamezniku, da se odloči, ali bo lahko ta nihanja preživelo, po domač povedano. Mislim, tukaj govorim o Turčiji, o njihovi plači, ki jo dobijo, se pravi, verjetno bo šel Bitcoin, bo verjetno stablecoin. Jaz si tudi predstavljam, da verjetno ja, ker če je toliko negotovo nekje v njihovi sami državi, potem rabiš neko stabilnost. Ne boš imel potem še se izpostavljal sami volatilnosti Bitcoina. Kako je pa zares, pa težko vem. Ja. A gremo mogoče na ta naš predlog zakona, ki se mi zdi tudi zelo zdaj smo kar zaplavali čez nekam drugam, ampak na hitrco. To se mi zdi pa res, da bi mogli popraviti v zakonu in sicer ta odsotnost časovne kapice, ki jo omenjate. Jaz mislim, glede na to, da se povsod upošteva, tudi sama sta naštela, da v nekaterih državah je to bistveno krajše. Mi dostikrat pogledamo pri sosedih Hrvatih, oni so že prosti plačila davka že po 2 letih, pri nas pa šele po 15 letih. Kako je zdaj s tem? Vi ste itak v svojem predlogu verjetno ministru napisali, da se s tem ne strinjate, pa verjetno ste predlagali nekaj, se predstavljam. Ja, predlagali smo pač, predstavili smo ureditev drugih držav, predvsem tistih, ki imajo časovno kapico. Recimo Nemčija je en tak zanimiv primer. Oni so imeli zelo strog pač davčni zakon in so se zdaj nekako odločili, da je ta časovna kapica 1 leto. Glede na to, da govorimo o nekih digitalnih storitvah in tako naprej, ker se stvari mičkam hitreje odvijajo tudi. Jaz mislim, da je nekaj takšnega zelo relevanten pokazatelj, tako kot si prej tudi ti Toni govoril, ali gre tukaj za neko špekulacijo, ali gre tukaj pač za nekaj, da ti zavaruješ svoje premoženje konec koncev.
Ja. Zdaj, kritizirali ste ministrstvo, da vas pač ni vključilo v pripravo tega zakona. Nekako vedeli smo, da se pripravlja zakon oziroma obdavčitev premoženja, čeprav ministrstvo ni tukaj jasno definiral, za katero obliko premoženja gre. Govorili se je o nepremičninah, ampak očitno so bile tudi kriptovalute vključene v to, plus nekateri pač te finančni inštrumenti. Pa me zanima, a ste vi, glede na to, da smo vedeli, da se pripravlja ta obdavčitev, a ste vi predhodno ponudili ministrstvu, ne vem, sodelovanje, ste mogoče šli k njemu na sestanek, ste mu, ne vem, predlagali vnaprej oziroma poskušali predlagati vnaprej nek predlog obdavčitve dobičkov iz kriptovalut? Glede na to, da nismo vedeli, če se točno za kriptovalute pripravlja zadeva, ne, z naše strani se nismo pogovarjali to. Ni pa rečeno, da se pač naši člani niso kaj pogovarjali na to temo. Tako da, ja. Kdo pa so vaši člani, če lahko mogoče Tanja na hitrico poveš? Vse na spletni strani piše, ampak ja, med drugim recimo tudi pač naš največji provider plačil z kriptovalutami Naka, čisto konkretno pač, bivši slovenski, zdaj pač mislim, da se selijo tudi oni v tujino. Tudi oni se selijo v tujino. Se to bomo še pa na koncu se dotaknili te selitve v tujino. Se ne seli samo kriptopanoga, se mi zdi, da se seli tudi navadna klasična panoga. Ravno včeraj je bila debata o tem, je nek avtoprevoznik povedal, da seli svoje tovornjake sosedom, ki so davčno bolj ugodni, pa je premier Robert Golob povedal, da se temu reče davčna optimizacija. A lahko mogoče... Sam zdaj tole, ki si dala, prav izpisal sem si citat, ki me pa v bistvu še bolj skrbi, ka obdavčitev, pa že obdavčitev me fejst, ne. Ampak, ne vem, zvečer sem po televiziji gledal to iz te konference oziroma iz tega foruma, je rekel, da pač če se oni selijo, da to pomeni manj skrbi za šolstvo, zdravstvo in socialo v Sloveniji, da to ni problem. Mislim, kam smo prišli? In zdaj pridemo do tega, ne, da pač taki, ki so plačevali davke, pa verjetno ne prav malo, ne, se selijo iz Slovenije, pač ki se ne bo imel možnosti preseliti ali pa ki si ne more privoščiti, bo ostal tukaj. Državni aparat je pač tošen, kaj je, oziroma kvečem iz dneva v dan rase, socialne pravice jih tudi ne bomo pobirali, to se pravi, da vreča denarja, ki jo rabimo vsak mesec, vemo, košna je. In zdaj kaj narediti? Ja, pol je treba pa obdavčiti vse tiste, ki tukaj ostanejo. In tukaj je v bistvu zdaj cel problem tega, da če že premier reče nekaj takega in tako izjavo butne ven, sicer mogoče je bila res takrat te premišljena ali pa nekaj se jaz resno upam, da si pač to ni res mislil, ampak da mu je šlo. Kako ti lahko tako uide, če te smem vprašati? Vem, pač zmeri se to lažem, jaz sem večni idealist. On je povedal, da tudi sam kot menedžer je optimiziral davke. Ne more ti to kar uideti, no, prosim te. Se pravim, na koncu pa pol stiskaš tiste, ki ostane, tiste, kar še imaš in bolj pobiraš premoženje. In jaz se sprašujem, kdaj bojo pač rekli, tudi prej, ko smo se pogovarjali o zlatu, ko bojo sprašvali, koliko imaš zlata, pa ti ga bojo malo popraskali dol, pa koliko imaš, ne vem, prstanov, pa ti bojo vsak mesec enega vzeli. Se te vprašajo, predvsem so z teh socialnih transferih te vprašajo. Ampak govorim, da te bojo pol še obdavčali, ne, in pol te bojo tudi vprašali, koliko stanovanja imaš, pa ti bojo vsak let eno sobo oddali nekomu, ka pač rab, ne. In tukaj pridemo do tega, da... Ekstrem, ja. Jaz bi tukaj sam nekaj skočila. Jaz mislim, da bi pač to, kar sem že prej govorila, naša država morala imeti nek konsens skozi celotno politično sliko, kam gremo. In podjetja, ki so naši člani, zelo velikokrat povejo, da nimajo sogovornika k strani države. Ali zato, recimo, čisto konkretno v primeru pač podjetja Nake, mi smo bili že leta 2018, smo imeli, ne vem, več kot 300 možnosti plačevanja z različnimi kriptosredstvi. Potem smo jih imeli pred kratkim 1500. Zdaj jih imamo pa 0, če se jaz ne motim, ne. 16.6. lik danes sem dobil mail, da s 16.6. ukinjajo vse komplet in da pač potegnemo oziroma tisto sredstvo, ki jih imamo, da jih potegnemo dol in to in da je zadeva zaključena. Tako da mene to resno skrbi. Imeli smo Lightning, mislim, da na prebivalca siguren, če nismo bili celo država z največ Lightning POS-i na svetu. Tudi Cointelegraph, mislim, da je prejšnji mesec izdal, da je Ljubljana number one mesto na področju kriptovalut in
normalno so bila tudi ta plačila pa vse skupaj vključena notrne. In seveda sem jim poslal en mail, da sem jih samo obvestil, da ko bojo naslednjič pisali, da pač to vzamejo ven, ker nulo imamo. Ja, moramo počakati, da bo ta zakon še sprejet. Ne, vse ta plačila se ne tičejo tega zakona. Spet smo bolj papeški od papeža. Ta plačila se v bistvu tičejo tega, kar je prej Tanja že omenila, ne? Da imamo neke limite, dokje je treba delati KYC, pa dokje ga ni treba delati. Ne? In če Evropa, mislim sicer, da je 1000 evrov, ampak ok, 1000-2000 evrov se to konc koncev nima veze. Pri nas smo pa rekli, da bomo na varni strani, da jim reči nič. To se pravi, vsako kavo bi konc koncev mogel imeti nekako po KYC-a, to se pravi, zdaj verjetno bi mogel provider nekako dobiti podatke, kdo je plačal, to se pravi, ime, priimek, davčno številko, jaz ne vem, kaj še vse. Ja, kar je pa veliko breme za podjetja, že samo KYC-anje je breme za podjetja. A vas lahko nekaj vprašam, zdaj, ko omenjate ta plačila, te kave, se ti dejansko trgovcu ne plačaš s kriptovaluto, to se pretvori, konvertira v neko fiat valuto oziroma v evro. Kako kar pač sam trgovec želi, ima tudi možnost sprejemati. A trgovci v Sloveniji tvegajo, povzamejo? Nekateri so, ja. So, govoriš o pretekliku, ne več. Ja, zato ker pač ne bodo mogli več sprejemati, tega ni več. NiceHash je recimo imel v Mariboru opcijo samo držanja Bitcoina, to se pravi, Bitcoin prejmeš in Bitcoin imaš. Sicer potem ga lahko zamenjaš na menjalnici, pač delaš z njim, kar hočeš. Ker Naka je imela pa pač rešitev, so imeli pa Fiat Rail, to se pravi, da si pač lahko zbral, menjam v evro ali pa držim v Bitcoinu. Koliko dejansko pa je bilo teh plačil? Ker mi smo delali en članek in sem poslala kolega novinarja malo po terenu in sem pač vprašala, da gre pač malo vprašati, koliko ljudi plačujejo dejansko s kriptom oziroma s to tam na blagajni nalepka CryptoGo ali kaj je točno, CryptoPay, nekaj taga. No, koliko dejansko se to uporablja in so rekli, da praktično ne poznajo primera, so nekateri rekli. Recimo v eni trgovini so pa rekli, da takrat, kad cena raste, pride nekateri kupiti telefon, recimo. Je to logično? Z Bitcoinom. Vse to je popolnoma logično. Ampak koliko pa je teh sumarno, teh transakcij? Mogoče pa razlog tudi to, da se umikajo, ker tega ni bilo veliko? Zelo dvomim, da je to razlog. Ne, to samo vprašam, razmišljam. Čisto iskreno, kar se tiče števila transakcij, to je poslovna skrivnost vsakega posameznega podjetja. Zato, da bomo to razkrili, pač mora imeti to podjetje nek zelo dober razlog. Škoda, ker niste vprašali pač na NiceHash pa na Nako, verjamem, da bi vam nekaj povedali. Pač nekaj. Smo, mislim, da smo. Okay. Ja. Druga zadeva je, ne vem, dva poznate Marja, zdaj, ko sta plačala vse sorte že s kriptom, tako da po raznih teh možnostih in tudi velika fluktuacija je samega kadra v samih trgovinah. Tako da verjemte, da se skozi leta s tem srečevala, ne? Ne, jaz sem že 2013 poslala kolega, takrat v Sloveniji ni bilo možno kupovati z Bitcoinom v Berlin, da je šel kupiti neko kavo si z Bitcoinom. Transakcija sicer ima zelo dolg časa trajala, da se je sprovedla, ampak je bila sprovedena, tako da ni to nič, da bi zdaj bila jaz šokirana ali pa sam razmišljam na glas, ne. Mogoče se pa zaradi tega mikajo, ker vedno so poslovni neki razlogi, ne vem, mogoče trg ni privlačen, mogoče ni transakcij, mogoče ne vem kaj. Mislim, če smem, zelo kratka bom to, le obljubim. Ja, mislim, da ni v tem težava, ker mi vemo, da smo pač pri kriptu čisto na začetku. Mislim, da vsa ta podjetja zelo razumejo to vrstno tveganje in vejo, da pride do neke masovne adopcije, imamo mi še nekaj korakov do tja. Tako da zelo dvomim, da Slovenci sami so pa zelo dobro obveščeni o samih kriptovalutah, mislim, o samem obstoju in o tem, da ne. Tudi več takih, bom rekla, člankov je bilo spisanih tujih na to temo. Tako da dvomim, da je to razlog. Mislim, da je razlog tam, da pač ni sogovornikov strani države, ki je pač neke potrebe in neke... Imamo primer Uberja tudi zdaj, ker tudi ni bila država sploh vključena v to debato. Ne, jaz mislim, da tukaj težava. Mislim to, da ni bilo neki rentabilno oziroma da imajo poslovne razloge, da so šli iz Slovenije, to je pri Bitcoinu malo smešen sploh govoriti, zaradi tega, ker dejansko je to bilo treba vse razviti, vse narediti in zdaj se je to naredili, dejansko tehnologija dela brez problema, to se pravi, oni so zdaj vložili, bom rekel, milijone, kakorkoli v razvoj tega produkta. Slovenija je res dober peskovnik za to in tudi, ne vem, Naka, NiceHash, pa že mogoče pri Bitstampu se je začel
da so se pač učili, ker smo majhna država, ker se mogoče lahko smo bolj fleksibilni, kot pa neka Nemčija ali pa neka Švica, ki ima ne vem koliko kantonov, pa po vsakem je neki mičkan drugač, je lep peskovnik, kjer bi se učili. Enako je v bistvu s tem šla, ne vem, 2000 lokacij, mi speljamo to ali ne speljamo in je stvar pač funkcionirala. Sicer ni bilo masovnega kupovanja, kar je logično, zdaj ne vem, v bear marketu je tega zelo malo, ker normalno pač vsak gleda na to, po kakšni ceni nekaj kupuje, pač ko pa zraste, pa greš, pa trošiš, pa si takrat mogoče nekaj več prvošaš. Mislim, se jaz to zase govorim, pa kar nekih poznam, ki pač tako dela, ne vem, ne greš avta kupiti v bear marketu, greš pa v bulu takrat kupiti, pa ga imaš pol spet naslednja 4 leta ali pa karkoli, ali pa kakšne malenkosti si pač prvošaš, ne. In zdaj govori, da so oni šli zaradi tega, ker niso dobička delali, niso ga delali, ne vem, nekaj let. Zdaj, ko bi pa mogoče se to začel, so jim pa stisnili vrat, mislim pa ne zdaj, da se to pač ujema, ampak dejansko pa zdaj prišli do nekih takih pravil in to so pač firme, ki so legit, ki pač niso šle v Švico zato, da nove davka plačevali. Mogoče ga tam še celo več plačujejo, ali pa skoraj prepričan sem, da jih določena stvar, ne vem, vse za najskej, ne vem, dražje pride, ampak tam se ve, takole je, tole lahko počnemo in pač so neke normalne omejitve, normalna pravila, ki jih lahko spoštuješ, ker se jih želijo spoštovati. Pri nas je pa danes tako, jutri pride nekdo drug, bo malo drugač, ne vem, na Fursu enega inšpektorja nekaj vprašaš, ti bo tako povedal, ta drug si bo tu malo drugač razlagal. Ja, in ti hočeš biti zdaj, ne vem, spoštovati pravila, če jih ni, oziroma si jih vsak po svoje razlaga, ker so pač spisana. In isto se bo zgodilo s tem zakonom, oziroma s tem predlogom, če bo sprejet, ja, kdo se bo držal, kdo bo poročal vsaka plačila po vse skupaj. Pač že v štartu veš, da je to nemogoče spoštovati in boš, če se boš dotaknil nečesa, boš v prekršku. In bolj pridemo do tega, zakaj se ne plačuje z bitcoinom, ja, ker se ga velika večina ne bo upala dotakniti, ker bo rekel, jaz se teh pravil ne morem držati, ali pa kriptovalutno, se zdaj ne sam bitcoina, pač teh pravil se ne morem, tega zakona ne morem spoštovati, ja pa ne bom pa v stablecoinu, ker tam je pa čisto enostaven, on pa ni obdavčen. In boš v dolarju. Ja, res smo ful naredili, ne? Okay, tukaj bi jaz mogla vprašati še za izjavo Nako, ne, ampak pač nimam te priložnosti zdaj. Ne, ampak mogoče zdaj, ko omenjaš, kaj v bistvu vsem nam, ki imamo kriptovalute, nekako jemlje, vi ste tudi govorili, očitki so bili vezano na finančno nesvobodo. A ne, pa mogoče, če lahko tukaj kaj povemo na to temo, glede na to, da finančna svoboda je kar pomembna zadeva. To ne bo začel. Okay. Finančna svoboda. Kateri očitki čisto konkretno? Ker to sem videla med vprašanji, pa me mogoče večkrat bolj zanima. O finančni nesvobodi pa o kršitvah zasebnosti, ne? Okay, kršitve zasebnosti mislim, da smo jih prej pač obdelali v tem sklopu, kar se tiče poročanja in o tem, da pač če imamo določene adrese, potem vidimo vse transakcije za nazaj in tako naprej, dobimo veliko več podatkov o posamezniku, kot pravzaprav potrebujemo za to, da poberemo ta davek. Tukaj se strinjamo. Ne? Kar se pa tiče finančne svobode, pa mislim, da je šlo predvsem na to izjavo, da se spodbuja strani države neke druge vrste samega investiranja, ne? Konec koncev vsak posameznik ima pravico, a ne o tem, da ima možnost, da odloča, kako bo svoja sredstva hranil, kako jih bo pač naložil in tako naprej. Zdaj ne vem, Tonija, imaš ti še na to temo še kaj malo več za dodati, ker jaz konkretno, kar se tega tiče, vsak ima nek razpoložljiv dohodek in s tem razpoložljivim dohodkom počne karkoli želi početi, ali vzame kredit na banki, ali pa investira v neke inštrumente, bodi si to kripto, ali pa je, ne vem, delnica, ali pa ETF, ne, konc koncev. Ja, in sam odloča glede na to, kaj pozna, kaj zmore in pač, da se nekako racionalno o tem odloči. Evo. Jaz se bom tle sam navezal, se pravim na ono izjavo, ko sem čisto v začetku davne, da dejansko je minister rekel, da s tem davkom želijo, sicer ne vejo, kaj bo z njim počeli, ta je bila še sploh super, ne, tako da tukaj lahko mogoče še kaj vskočimo, pa jim damo kakšno idejo, kaj imamo, če bi pač prišli do tega davka, ampak da hočejo s tem nekako usmeriti oziroma odvrniti, kar sem prej rekel, ne, od špekulativnih naložb. Tako da to se pravi, oni nas zdaj nekako pelejo. Jaz sem tak lep, kako bi rekel, stavek oziroma
oni nas delajo invalide, ker smo se prej pogovarjali, da nas ne učijo, oziroma pač vseh skupaj nas ne učijo o denarju, po financah, pa vse skupaj. Zdaj nas hočejo, pa nam kupijo invalidske vozičke, ne? In zdaj so oni super, ker nam pomagajo in nas nekako usmerjajo, da gremo iz Bitcoina pa iz kriptovalut v njihove blockchain obveznice, predvidevam, ki imajo fiksen letni donos 3% in to je to se pravi, da ne pokrijejo, da imamo si reči tudi inflacije na dolgi rok. In tukaj je bilo bolj mišljeno neka svoboda, da res, jaz mislim, da ne rabimo neki šoferanja, da pač vsi se bomo naučili, znanje rabimo zdaj, eni se bojo hardware, eni se bojo easy way, pač enkrat se boš upekel, pa boš pogruntal, da pač ne bo šel, ne pa da do smrt davke plačujemo za to, da nas oni usmerjajo, pa da nas nekam peljejo. Jaz mislim, da je tukaj bilo mišljeno v tem smislu, da nismo lihči svobodni, glede na to, da nas šofirajo na vsakem ugalu. Jaz bi tukaj dala samo en primer Švedske. Oni imajo že zelo dolgo tako obdavčitev, 36%, in je tudi z istim namenom nastala. Nastala je tam nekje ideja sama, ker je bil pač ta ICO boom in se je tudi zelo veliko pač nekih prevar zgodilo in so rekli, da bojo obvarovali svoje državljane pred tem. Je pa tako zelo kontradiktorno to, da pravzaprav lahko prek vlaganja oziroma investiranja v pokojninske sklade državne posredno vlagaš v Bitcoin, zaradi tega, ker oni pa so tisti institucionalni, ki pa se tudi s tem ukvarjajo. Ampak to so minimalni procenti. Mislim, da v Ameriki je 2% maksimalno v celotnem portfelju. Ja. Ampak zakaj je to nastalo? Zaradi pritiska vlagateljev, ker hoče biti del te zgodbe in ne upajo sami kupiti Bitcoin na kriptomenjalnici in bi raje videli, da to se počne preko neke institucije. Jaz mislim, da je to v redu. Tukaj spet govorimo o tej finančni svobodi. Eden se bo pač odločil, da bo to prek institucije kupoval, eden se bo odločil, da bo to na menjalnici kupil. In to je čisto v redu. Zaradi tega, ker pač to je pogojeno s tistim znanjem in vsem tem, kar imamo. In jaz mislim, da tukaj obe inicijativi se zauzemamo za to, da tisti vlagatelji, ki pač to sami počnejo, imajo tudi dovolj znanja, da lahko vse skupaj sami pač beležijo, peljejo in tako naprej. Se ti konc koncev moraš imeti to zabeležene neke transakcije, ker če nič drugega pač te vprašajo za kakšen izvor denarja in tako naprej. In takrat moraš pač te podatke tudi predložiti. Ampak, kot rečeno, jaz sem pa zgubila štreno. Ne, če so v redu si povedala, tudi ta izvor denarja, jaz dostikrat dobim vprašanje, če se zdaj prenakažem, ne vem, nekaj 100,000 evrov na svoj račun, kaj se bo zgodilo, ne? Ja, definitivno boš mogel izvor denarja dokazovati, ne? Pozvala te bo najprej banka, potem mogoče kakšen urad za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma in pa mogoče tudi kakšen furs, ne, hitro zna potrkati na vrata in boš mogel pokazati. Kako je pa potem z evidenco? Ne, saj takšna evidenca je čisto v redu, pač mi smo govorili tukaj o nesmiselnih evidencah, kadar ti nekaj plačaš, kadar plačaš minimalne neke, kadar plačaš kavo, kadar si prenakažeš na menjalnico, kadar pač počneš. Definicija v zakonu je slaba, zaradi tega, ker pač enostavno govori o tem, da vsakeč, ko zamenja lastnika kripto, je pač to treba poročati. Ko greš v fiat, poročaš in to je to. Prenakažeš na menjalnico, to ni to predmet obdavčitve. Menjava kriptosredstev za fiat valuto je predmet obdavčitve, prenos kriptosredstev v zameno za blago ali storitve, to so te kave, in vsak drug prenos kriptosredstev na drugo osebo. No, in kam velja prenos? Ta zadnja dikcija. Na drugo osebo. Če pošlješ na menjalnico, kdo ima ključe? Aha, to se smatra kot ok. Ja. Mi smo se tako razumeli. Zdaj, če pač je to zelo nejasno in to ne spada noter, je treba to opredeliti. Mi nismo proti zakonu per se. Zakaj bi pa to bilo? Se tudi prenosi med klasičnimi brokerji niso obdavčeni. Ravno to je poanta. Tukaj, recimo, jaz vidim še en velik problem, Tanja, če te lahko sam na hitrico. Bitcoin se uporablja tudi kot collateral za kredite ali pa za nekaj, ne? Koliko je tega v Sloveniji, iskreno? Mislim, v Sloveniji. Zdaj spet ne bom vlekel nekih številk, ne? Ampak dajmo reči, da jaz od 200, 300, 500 ljudi poznam vsej 10 takih, ki so Bitcoin v enem trenutku dali za collateral, vzeli kredit, ga vrnili in Bitcoina nikoli niso prodali in ga imajo še danes. Takrat v tistem trenutku bi ga pa mogoče prodali in bi bilo žal. Govorim zdaj to o OG-jih, ne vem, iz leta
13, 14, 15 recimo, ne. In to je bila ful dobra poteza, pa mi je takrat bilo tako čuden, pošleš Bitcoin, kredit sicer dobiš, Bitcoina moraš itak poslati, vemo, ker je volatilen še enkrat toliko ali pa več za collateral, ne. Sem rekel, kaj če to zgine? Sem rekel, ja, sej v bistvu imam pa neki denarja, sem pa dobil nazaj, se vse pa ne bom zgubil, pač. Ajde so pravilno razmišljali, ampak danes še vedno ta Bitcoin imajo, ker ga nikoli niso prodali. Bitcoin se ne prodaja. Moje mnenje, se ne prodaja, se menja pač za neke dobrine, oziroma je to čist legit solution, da ga pač daš za collateral, za kredit, in glede na to, da trenutno ima še neke, ne bom rekel donose, ampak pač da drži vrednost. In spet, zdaj bom jaz ta collateral poslal tja, zamenjal lastnika, bom mogel poročati in dobil bom 25% davka. Ko ga bom nazaj vzel, bo verjetno po 5 letih ta Bitcoin še več vreden v fiat valutah. Kaj, me bo spet koga bo obdavčil takrat v tistem trenutku? A te lahko nekaj vprašam, rekel si, Bitcoin se ne prodaja, ampak se menja za neke dobrine. Kaj pa je to, če zamenjaš za neko dobrino? Se pravi, če kupaš kavo, ki prodaja. Kupaš avto, pač... Ampak to pomeni prodaja Bitcoina? Ne, jaz ga pošljem, jaz ga ne prodam. Jaz ga zamenjam. Zamenjal si ga, ja, v bistvu si ga zamenjal, ampak si ga prodal. Prodal si ga na nek način. Evro se tudi ne prodaja, evro se menja. Pa dolar se tudi ne prodaja. Ok, pa smo že prvo valuta. Ne. Kaj bomo za konec rekli? Obdavčitev kripto dobičkov da ali ne? Jo, to ne boš si upaš ti najprej tole povedati. Upam. No, prav. Na tak način absolutno ne. Ja, kako je to spisan si? Pač, ne, mi se s tem ne bomo strinjali, zdaj bo to sprejeto ali ne bo sprejeto, ok, v redu, potem se bo verjetno še stvari spodbijala do neke mere, mogoče celo, ne vem, bo mogel kdo pogledati pa presodati ustavno, tudi če to vse skupaj v redu, ker določeni podatki, določena suverenost, kot smo prej rekli, je po našem mnenju tudi ustavno sporna oziroma zna biti ustavno sporna. Ampak ja, to nismo mi na mestu, da bi kar to na prst rekli, ampak ja. Ja, tukaj se strinjava čist, da na takšen način ne, vsekakor ne. Tukaj bi jaz dala tudi poziv, da pač zakonodajalcu, da tudi opredeli kriptosredstva po razredih in pa po funkciji, da ne enostavno ne potegne enačaja čez vse, zato ker tudi pač evropske uredbe in tudi tiste uredbe, ki prihajajo, tega ne delajo. In mislim, da moramo biti pač usklajeni z neko zakonodajo, ki je tudi na nekem, bom rekla, evropskem nivoju. Kar se pa tiče samega davka, mislim, da nismo tukaj, ne vem, nam je jasno, da kot državljani seveda bi bili obdavčeni, kadar gre pač za neke naložbe in tako naprej. Mogoče je tudi malo zgodaj vse skupaj. Zgodaj je, ja. Je zgodaj. Če sam še vskočam... Zadeva se zelo hitro razvija, v tem je pač, mi imamo zelo veliko nekih... Problem je to, da potem sprejmemo neke zakone, ki bi mogoče 5 let nazaj še dejansko pil vodo, ampak potem se je pomes toliko stvari zgodil, da enostavno niso več aktualni. Fino pa bi bilo, da bi zdržali tudi ta zob časa, da čez 10 let ne bi imeli težave s tem zakonom, ker pač potem ne bi mogli tehnološko razvijati nekih določenih funkcij. Pa se to je to, kar si prej ti povedala, Tanja. To me je zanimivo, kar si rekla tehnološko. Kaj se plačila konkretno tukaj, pač mi smo zavrli razvoj plačil v Sloveniji. Zdaj, konkretno grejo pač v tujino, tisti, ki so to razvili, ki so dali zelo veliko denarja v to, ki pač zaposlujejo tudi kar veliko število. To so biznisi, ki so nastali, to so biznisi, ki so v bistvu nastali v tem sektorju in pač ponujajo uporabo tega denarja, orodja tam, ki je, to so biznisi, no. Ja, ampak pač oni tudi tehnološko razvijajo neke določene rešitve. To je res, ja. Konec koncev država, jaz tako malo pač utopična, pa tako naprej, ne me preveč zdaj matrac glede tega Marija obljubaš. Država bi si lahko zbrala, da bi državljani tudi recimo plačevali lahko na nek transparenten način, ne govorim zdaj, da ravno s kriptosredstvi, ampak zakaj ne CUP plačuje, neke določene davke z bitcoinom. In državljani bi pa lahko videli, kako se recimo te zadeve naprej porabljajo, kako se davkoplačevalski denar dejansko deli. To je možnost s pomočjo blockchain tehnologije. Sam interesani. Politične volje se temu reče, to ni, da te popravim. Okay. Politične volje ni, da bi se kje preveč videli, kam kaj gre, pa se bram, zdaj nismo tukaj zato, da
govorimo čez, ampak jaz mislim, da v Sloveniji se dogaja to, kar se je v Nemčiji dogajalo recimo 4-5 let nazaj. Sprejemamo dost, kot si prej že ti Tanja omenila, dost podoben zakon, kot je bil takrat. Nemčija ga je že popravila in zakaj ne bi pogledali, zdaj, če pogledamo spisek omenjenih držav, ne, kako so druge države, v tem predlogu, kako so druge države obdavčene, ne, so potegnali ven, jaz mislim, da ene 5-6 v bistvu evropskih držav z najslabšo, po našem mnenju, najslabšo možno obdavčitvijo in so jih dali kot vzorc noter, ne, kako je druge v Evropi to rešen. In zdaj glede na to, da smo jim mi poslali ta predlog in noter, malo pobrali ven, mislim, da 6 najboljših, pa še 2, ki so mogoče mičken slabše in naj tam pogledajo. Tako kot smo rekli, Nemčija je naredila, je popravila. Zakaj? Zato, ker ni bil v redu. Mislim, da ga je Avstrija tudi 4 leta nazaj sprejela, pa so ga lanski let nekaj popravljali oziroma ga še zdaj spreminjajo oziroma ga bojo popravili, ker tudi verjetno ni bilo v redu. Ne, mi bomo pa zdaj vzeli nemškega, ta slabšega, pa še mičken slabšega bomo naredili, pa se bomo 4 leta učili, čez 4 leta bomo pa rekli, mogoče pa to ni bilo dobro. Kaj pa Italija, ki ima 40% obdavčitev bitcoina? Ja, se pravi, mi se zdaj pogovarjamo o dobrih, ne o slabih. No, pa nisem se izpostavljal, pa mislim, da ima Avstrija tudi nad 25%. Ja, se pravi, Avstrija zdaj popravlja, ker mislim, da bo isto kapco noter dala, sam da je debata zdaj o 6, 10 ali pa 12 mesecev. Sicer to je potato, nima konc koncev nobene veze, pač neko kapco je treba dati. Dokler to ni 30. Lahko jaz sam za Italijo skočim, jaz moram vsake tok časa. Jaz sem zelo veliko pač z njihovo, bom rekla, skupnostjo delovala. Kar se tiče same adopcije kripta, je Italija zelo za nami, a ne? Tako da tudi ni zelo nenavadno, da to jemljajo verjetno kot ekstremno špekulativno sredstvo, da se bo tam nekaj zgodilo. Je pa tudi država z izjemno nestabilnimi vladami konc koncev, a ne? Tako da... Tudi mi. No, vidiš, to sem hotela eno tako usporednico potegati. Ja. Zdaj, danes je Janša pozval vlado k odstopu zaradi tega, ker se nam je skrčil BDP. Mim grede. Jaz bi sam še eno stvar tukaj povedala, smo pri politični sliki. V Evropi so trend rdeče črne koalicije, dajmo mogoče razmisliti o tem, kam gremo mi skupaj. Pa najdete nek skupni imenovalec. Jaz vem, da to je zelo težko v našem kulturnem, rečemo, okolju, ampak mi smo majhna država, lahko bi bili marsikaj, a ne? Trenutno smo pa bolj, ne vem, na repu vsega. Kaj pa si mislite, recimo, da bi bila enotna davčna stopnja za vse naložbene razrede, recimo, da bi bila relativno stimulativna, da ne bi bila 25%, ampak recimo 10%. Za vse, za ETF-e, za delnice, za izvedene finančne inštrumente, kripto. Forex. Valutno trgovanje ni obdavčeno. No. A bo? Isto. Ja, vprašanje. Ja, isto lahko pade, ne? Zdaj, ne vem, a se kvalificira Bitcoin za Forex oziroma za valuto. Mislim, kvalificira. Ali je to naložbeni razred? Jaz ne vem, no, z tebe sprašujem. Ja, remains to be seen, ne, ampak... Ni definirano. Ne. Dej, to ni mogoče tukaj ti vskoč, kar se tiče valute, ste zelo veliko povedali, da nam jaz v tvoje področje posebej. Pogovarjamo, zdaj smo že kar dolgi in zdaj gremo še za 1,5 uro, če se pač o teh stvarih pogovarjamo. Dajmo reči, da se pač Bitcoin je denar. Spet, po našem mnenju, zdaj eni se z mano strinjajo. It's peer-to-peer cashless system, sorry, pač po definiciji je denar. Ja, se pravim, zdaj, se mi strinjamo ali ne, pač konc koncev nima nobene veze, stvar dela, z Bitcoinom lahko kupaš, plačuješ, prodajaš, sprejemaš Bitcoin, pač kdaj denar postane denar, to je itak večna dilema, ne? Ampak jaz mislim, da prejšnji teden sem imel enega, ki je rekel, takrat, ko države reče, da je denar. Ne, takrat, kdo je država? Takrat, ko ga ljudje sprejemajo kot neko plačilno sredstvo, ko ti nekdo nekaj proda, pa ti lahko s tem plačaš, ali je to Bitcoin, ali je to školjka, ali je to karkoli, je v redu. Države so nam pa pač svoj denar do neke mere usilile, ne? In zdaj, a je to denar?
zame je. Mislim, za do veliko... neke mere usilne. Pač to je bil razvoj, ne? Ja, pač... Nisi mogel kravo nositi s sabo, zato da si jo zamenil za neko ovco, pa so se pa zmenili, gremo si vlajšati življenje, pa gremo imeti neke kovance pa bankovce. Tako, pa smo pač tako šli, ampak govorim zdaj, govorimo o fiat valutah, konc koncev tega danes uporabljamo, pa pol že pridemo iz fiata na digitalen denar, pa vse skupaj, pa imamo pol že stablecoine. Tako da ja, jaz mislim, da je pač Bitcoin denar in da je dober denar, oziroma trenutno najboljši, kar smo ga v zgodovini imeli. Zdaj, pa zakaj? Ether, Solana. To ni, ne? Mislim, sprašujem. Točno to debato smo imeli, preden smo se tukaj priključila. Da je zelo, mislim, trenutno Ethereum, tudi kar se tiče strani strokovnjakov, je opredeljeno kot orodje. Seveda se pač tudi z večjo uporabo. Ne, tudi orodje ima svojo neko vrednost. Tako da je pa tudi tukaj se bo videl, kar se tiče Združenih držav Amerike, če se bo pojavil tudi Ethereum ETF, potem ne. Se že. Zdaj se govori o Solani. Zdaj se govori o Solani. Zdaj se čaka Solana, mislim, da je bilo kar nekaj vlog oddanih. No, skratka. Tako da je, že. Ne, zadeva je pa pač definitivno veliko manj decentralizirana kot je sam Bitcoin. Vemo, kako je nastal Ethereum, ne, pa tudi vemo, kdo ga je naredil. Vemo, kdo ga je naredil, vse nam je to jasno in tako naprej. To ni dodatki. Mislim, jaz teh stvarih pač se vsak, tako kot sem rekel, vsak pač adopta nekaj kot denar. Zdaj, če je nekdo adoptal Ether kot denar, jaz nimam nič proti tem. A ga bo velika večina, a ga bojo ljudje sprejeli, ali ga ne bojo sprejeli. Moje mnenje je pač mogoče mičken drugačen, pa ga včasih kdo ne sprejme jih najlepše, ampak jaz še tako, kot je Tanja prej rekla, mislim, da pač Ether je neke vrste orodje in Ether je pač denar za njihov ekosistem, da pač poganja, se je logično, pač drugačen. Ne vem, kako bi rekel, drugačen model samega delovanja ima kot denar na celem svetu oziroma na tej zemeljski obli, kjer smo. Ne. In zdaj, če ga bo Amerika sprejela, pa če bo ljudje, ne vem, kavice plačevali z Etherom, jaz ne vidim nobenega problema, ampak se pravim, primarno je bil pa narejen zato, da se gas fee plačeval na njihovem omrežju za uporabo njihove storitve. In ja, pač se pravim, v njihovem svetu je pač Ether denar, ampak ni pa to denar za moje pojme, ki bi pač lahko poganjal, ne vem, cel svet ali pa pač nam pomagal do neke, kako bi rekel, borbe z inflacijo, pa z vsem skupaj to, kar se pri Bitcoinu dogaja. Pač vemo zaradi svojih lastnosti. Pač težko je primerjati, kot sem že prej povedal. Ne? Mi smo zdaj vse vrgli v en žakelj, pa obdavčili, ampak to sta dva čist drugačna aseta, čeprav sta oba dva na blockchainu narejena, pa dajmo reči tisto tehnologijo uporabljati, ampak nista bila pa narejena, tako kot je Tanja prej rekla, na isti način. Pač imeli smo ICO, imamo od zadnji neko firmo, zdaj ne vem, če konc koncev to pospravimo, ugasnemo ali pa nekam zapremo ali pa odpeljemo na Luno, ne, a bo ta Ether še vedno tako funkcioniral, kot funkcionira. Jaz dvomim. Ne. A pa praviš to, Bitcoin ne obdavčiti, ostalo pa obdavčiti, Ether pa obdavčiti? Mislim, da sem razmišljal na glas. Jaz ne bom nobenega postavljal na to, da ne obdavčati ali pa ja obdavčati. Pač vsakega treba posebej pregledati, zakaj je narejen, kako je narejen, kakšne donose ima. Jaz se recimo pa retro sprašujem, imamo proof of stake, imamo neke donose, to se pravi, imamo nek asset, ki sam po sebi prinaša neke donose. Zdaj, a to obdavčati? Ja, jaz mislim, da ja, se konc koncev pač nek... Mislim, da to je obdavčeno stekanje, te obresti. Ja, pa so, ne, se pravim. Vprašanje je, kdo to prijavlja, to pa druga zgodba. Ne? No, se pravim, in take stvari so. In se imamo pol še ogromno nekih drugih stvari. Se jaz, pri Bitcoinu recimo, Bitcoina je obdavčen. Ja, je, če ga rudaraš. Če ga rudariš, pa če tradeš, jaz tukaj ne vidim nobenih problemov. Ne vem, rudari plačujejo že, sicer dobro, v Sloveniji se zdaj je tega zdaj relativno malo, oziroma ga sploh ni tega rudarjena na Bitcoinu, zdaj govorim, se verjetno nekaj drugega se še rudar. Ampak to je pač upravljanje dejavnosti oziroma so neki donosi, ki jih obdavčaš. Če pa jaz kupam evro, dolar ali pa Bitcoin ali pa ne vem, nek tak asset, ki ni centralno nadzorovan, pa nič, zastopaš pa, kaj je nastal, pač tako, kaj je nastal, noben ga ne nadzoruje. Pač vreden je pa tako, kaj da Bitcoinu vrednost. Ja, ti pa jaz, pa tisti, ki ga pač kup, ponudbo pa vpraševanje. Ne.
oziroma potreba po njem. In zdaj, jaz bi bil najbolj vesel, da bi bile fiat valute na tem svetu poštene pa dobre za vse, ne? Tudi Bitcoina ne bi bilo. In to je največja nevarnost, ne? Ko me kakšen vpraša, kaj je zate največja nevarnost za Bitcoin? Je, da Amerika ugasne printanje denarja, zastopaš ukine inflacijo, oziroma da je to majhna, da je noben ne bo porajto, pol tudi Bitcoin na konc koncev ne rabimo. Dokler pa delajo tako, kot delajo, je pa pač zelo fajn zaščita. In tukaj se mi pogovarjamo o tem, zakaj je nastal, pa kje je problem, pa zakaj ga omejujejo. Pa... Nastal je točno zaradi tega leta 2009 po finančno-gospodarski krizi. Ne? Lahko gremo to testirati, ne? Ugasnemo printer, pa bodimo pošteni do vseh. To se nam zgodilo. To bi bila ne vem, kje je svetovna vojna. Ne vem. V glavnem, jaz sam še dodam. Pa bomo pa zaključili. Ja, pa bomo zaključili. V glavnem, jaz bom samo v enem stavku. Po funkciji jih je treba tudi razdeliti. Ne? Če bomo pač funkcionalno jih razdelili, potem nam bo čisto jasno, kaj bomo davčili, pa kaj ne. Se konc koncu, če ti dobiš, ne vem, plačo v Bitcoinu ali pa v katerem koli že vemo, kakšne pač dejatve boš glede na to plačal. Tako da mislim, da je to obdavčeno. Zato pa če si ti v Bitcoinu plačan, ne vem, jaz sem dolg časa sprejemal oziroma še vedno sprejemam tudi plačila, sicer jih je malo v Bitcoinu. Jaz izstavim račun v evrih, plačam in DDV in pač vsi davki mi pritičajo. So plačani iz drugega naslova. Ne? In tudi ne vem, če bom kupil bajto oziroma če nekdo kup hišo z Bitcoinom, vse davke bo plačal. In to smo že takrat pri Simiču, recimo, smo se zelo lepo pogovarjali in z njim smo se dejansko pogovarjali. Je poslal, oziroma smo mu poslali mail, pa je odgovoril, mislim, da smo bili celo 2 ali 3 skupaj, še prej, pa polk je bilo sprejet, oziroma, ko je šlo naprej v parlament, ne, smo se dejansko pogovarjali in je bila debata o tem in se ta davčna stopnja, ko so pač začeli mogoče malo razmišljati, pa so videli, da na določenih stranih pa nimajo prav, so pogruntali, da če se plačuje, sicer jaz se takrat nisem strinjal pač s 5% obdavčitvijo, če greš v fiat. Mi smo takrat, Tanja, mi smo celo skupaj pogruntali, da pač to je davek na neumnost, kaj narediš, kaj greš z Bitcoina, ne vem, pač v dolar ali pa v evro, pa plač 5%, na bo konc sveta. Ampak če pa nekaj plačuješ v tistem trenutku, pa ti pokažeš, da je Bitcoin plačilno sredstvo, da je denar in plačaš DDV in plačaš vse davke, ki ti pač pritičajo, takrat pa res ne vem, zakaj bi mogel še en davek zraven dodati. Pa si kaznovan za plačevanje v kripto. Ampak vidva govorite zdaj o dejavnosti, o upravljanju neke dejavnosti. Ne. To, kar ti govoriš, da je v bistvu ti upravljaš dejavnost sprejemanja Bitcoin, ne? Ja, pač jaz ne vem, imamo svojo trgovino in imamo pač, oziroma ne, spet lažem, nimam več zaradi tega, ker zdaj so mi ukinali. Zdaj nimaš več, ja. Ja, zdaj nimam več, ampak pač se je zgodilo, da vsake toliko časa pač sem neko stvar prodal in sem dobil plačan z Bitcoinom. Ampak to je dejavnost. Ja, pač to ni investiranje. Tukaj govorimo, da kupaš na kriptomenjalnici Bitcoin, ga držiš, ga prodaš, ustvariš dobiček, plačaš davek. No, ampak zdaj si predstavljaj, da jaz recimo dobivam plačila v Bitcoinu, itak izdajem račune po vse skupaj in pol moram za vsako plačilo si zabeležiti, koliko je v tistem trenutku, ne vem, kako so tam rekli, mislim, da najboljša cena na tisti dan, si moram zapisati po koliko sem ga dobil. Kdo me bo kontroliral? Ajde, gremo tukaj. Pa kdo bo gledal, če si ta prav? Jaz bom dal ta papir, ne vem, tega bo 37 fasciklov. In bom nesel na furs in bom rekel, evo, to je to. Ja, še sprintov jih boš. Ja, mislim, absolutno siguran. Eni so rekli, da bojo sicer bolj to podosali z vsemi transakcijami, pa jim bojo maile pošiljali. Pač jaz ne bi, ne. Jaz bom to na paleto naložil, pa bom pač odpeljal, ko se bo tega enkrat dosti nabral. Je dobro, na paleto už naložil. Ful sta dobra sogovornika, najlepša hvala za res odlično debato, ki se je pač zavlekla, ne, tako kot smo pravilno predvidevali na začetku, preden smo vklopili. Najlepša hvala. Ja, hvala za povabilo. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali, poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.